Dajmo pogledati, kaj je ta teden počel naš predsednik. Dolgo že nismo imeli, verjeli ali ne, včeraj je postal zvezda svetovnih medijev. Veliki časopis The Guardian je včeraj namreč našo Barbiko vklical za kralja Instagrama. Če je predsednik ZDA Donald Trump vladar Twitterja, na omrežju Instagram nanj lahko kar pozabite. Tam vlada naš predsednik, Borut Pahor. Tako pravijo svetovni mediji, ki so se razpisali o fenomenu Pahora. Barbika! Barbika in ne Baraba se je glasil naslov časopisu. Ne? Ker če kaj hočeš od predsednika svoje države, je to, da ga svetovni mediji omeni v istem stavku kot plastično igračko. Pohvalili so to, da je v koraku s časom in to, da si je nabral lepo število sledilcev. Pišejo o slovenskem predsedniku Barbiki, ki ima že 24 000 sledilcev in to v državi samo 2 milijonoma prebivalcev. Zdaj, 24 000 sledilcev je 1% Slovencev. Ne? Od tega jih je polovica tistih sledilcev, ki sem čakajo, kdaj bo še kakšno neumnost objavil. Ampak 24 000 sledilcev sploh ni največ. Jaz poznam 5 slovenskih fashion blogger, ki imajo med 40 pa 70 000 follower. Trenutno vodi Slovenka, ki na Instagramu objavlja svoje 2 mačka. Sledi pa kar 240 000 ljudi. Kar pomeni eno stvar, gospod predsednik. Vi ne rabite mišk malih, vi rabite mačko. Ne muce, mačko, ki vas poznam in boste spet naredili škandal iz tega. Kakorkoli vsi politiki so prisotni na internetu. Pahor je na mediju, kjer je poudarek na slikah, ker je pač lep, pa besede mu ne grejo najboljš. Trump je na Twitterju, kjer operira predvsem z besedami, ker je boljš za vse, če ne objavlja svojega ksihta. Pa je pa tle še Cerar, ki je kot rečeno na Snapchatu, kar je tudi super. Snap zgine v 10 sekundah, ker ga res dlje ne moreš gledati. Zdaj, skrbi me samo ena stvar. Ena stvar me skrbi. Vas zanima kaj? Ja, bom povedal. Ne samo, da mi ne jemljemo Pahorja resno, tudi politiki po svetu ga ne. Se predstavljam Putina, ki izve, da ga bo obiskal Pahor. Pa gre na Instagram pogledati Pahorjev profil. Poglej, vodi me za enega delfinčka. Kaka miška mala, probi medvedka mala. Sam nekaj smo se pa naučili. Pri vseh športnikih, znanstvenikih in filozofov smo Slovenci v zadnjem času prepoznavni predvsem zaradi manekena in manekenke, Boruta in Melanije. Kaj? Sam še Nino Gazibar razpravimo na čelu, Nata pa Sabino Remar na vrh Združenih narodov, pa smo zmagali. Monopol! En mora povedati. Hej, živjo, Jure tukaj, to je naš YouTube kanal. Kliknite na ta gumb in se naročite, da boste na tekoče. A ja, pa polajkajte nas na Facebooku in na Twitterju. In vsak četrtek ob 10:30 nas pogledajte na Planet TV. Po pameti!